Včerajšnjega večerovega soočenja kandidatov za župane Ormoža se je v Kulturnem domu v Ormožu udeležilo vseh 7 kandidatov, s katerimi se je pogovarjala dopisnica našega časnika Darja Lukman-Žunec, ki je ob koncu srečanja besedo predala tudi zbranim krajanom. Kateri problem se vam zdi v občini najbolj pereč, torej katerega boste najprej vzeli v reševanje, če boste postali župan? Največji problem vidim v velikem številu nezaposlenih v občini Ormož in seveda posledično v pomanjkljaju delovnih mest. Zato bom vse sile napel za to, da čim hitreje pridemo do novih delovnih mest, se pravi gospodarskemu razvoju občine Ormož kot take in seveda poskušal zagotoviti nova delovna mesta na kompleksu bivše tovarne sladkorja, o katerem se sedaj nekateri razgovori že vodijo. Posebej pa bi še rad poudaril, da bo istočasno potrebno v sklopu občinskega proračuna zagotoviti delo javnih zavodov in pa seveda socialno ogroženih in tako znotraj občinskega proračuna zagotoviti zadost denarja, da bomo lahko v teh težkih gospodarskih časih nemoteno zagotavljali vse potrebe občanov. Ker občina Ormož nima razvojnega programa, razvojne strategije, bom najprej naredil vse, da se naša razvojna strategija, ki jo imamo pripravljeno, pelje in uvede kot občinska in da potem takoj vse te sile združimo, kaj jih imamo, vse te resurse na agrarnem, turističnem in pa kmetijskem področju in seveda, da takoj usposobimo podjetniške inkubatorje, da lahko mladi izobraženci ustvarjajo ideje, ki bodo omogočile čim več zaposlitev z veliko dodano. In lista za občino Ormož je bila ustanovljena ravno zaradi teh nasprotovanj, kjer se med dvema opcijama, sedanjim in pa bivšim poslancem in pa bivšim pa sedanjim županom pojavljata. In zaradi tega Ormož v bistvu je dosti razvojnih programov izgubil, kar vidimo tudi sedaj. Mislim, da bo treba korenito spremeniti odnos župana do občinske uprave in župana do občanov in pa župana do gospodarstva. Župan mora poznati potrebe svojega okolja, gospodarstva in potrebe občanov. Prvo bo izredna seja občinskega sveta, ki bo odločala o članitvi v konzorcij, da ne bi zamudili razpisa za gospodarsko infrastrukturo, ki je eden od temeljnih projektov. Potem pa pregled stanja in ustrezni ukrepi. Največji problem cele Slovenije je pomanjkanje delovnih mest, velika brezposelnost in seveda to deli tudi področje Ormoža, čeprav moram reči, da smo v tej regiji med Ptujem pa Ljutomerom še nekako v tem trenutku najboljši po številu nezaposlenosti. Se pravi, to je velik problem, ki nas čaka, potem pa seveda tudi področje reševanja komunalne infrastrukture, ki pa je povezano z velikimi finančnimi sredstvi. Teh finančnih sredstev pa je v naši državi vse manj in bojim se, da ne bomo izkoristili tega, kar nam ponuja finančna perspektiva Evropske unije, se pravi proračun Evropske unije do leta 2014, če država ne bo zagotovila dodatnih sredstev. Najprej je potrebno ugotoviti stanje, v kakšnem stanju je občina, se pravi potem ustvariti ekipo oziroma tim za delo same občine in potem v bistvu po programu, ki ga ima občina trenutno, seveda z možnostjo kakšnih novih programov iti naprej.